Se pravi, jasno je, da pač je emancipacija vzela ženske iz privatne sfere, iz tistih slavnih 3 K-jev v nemščini, ne, ki so bile kuhinje, otroci in cerkev, in ena moja prijateljica je rekla, da je bil še en 4. K, ne, ki je sicer v Sloveniji tudi, ne, ampak dobro, v slovenščini, ne. Dobro, ne, uradno 3 K-ji, ne. In zdaj so potem one prišle v tovarne in to vse smo prišli, ne, super, ne. Ampak zdaj, ne, zdaj, da bi to, ne, morala biti neka osvoboditev, to pa zdaj malo, ne, moraš malo zaustaviti, ne, pa malo začeti dihati, ne. Ker namreč to je v resnici to, kar se je zgodilo moškim po zemljiški odvezi, ne. Zemljiška odveza je moške iz privatne sfere, torej iz njegovega privatnega vrta in zemlje in kmetije, pripeljala v javno sfero dela, ne. Kdaj se je to zgodilo? Takrat, ko je kapital to rabil, ne. Kdaj so ženske osvobodili privatne sfere? Takrat, ko je kapital to rabil. Takrat, ko je kapital rabil žensko delovno silo v tekstilni industriji. Takrat, ko je kapital rabil, ne vem kaj, še ne bom zdaj govorila, ne? Zdaj, ne? Mislim, spet smo tam, kot smo bila pri levici in desnici. Dosti tudi vojna, ne, recimo. Prosim? Mogoče tudi tisto vojno, oziroma medvojno obdobje, ne? Jasno, potem jasno, ne, pa vojne, pa vse to, takrat so moški vsi umrli skoraj, ali pa jih ni do doma, ali da so mogli ženske delati, ne. Jasno, pa v socializmu so tudi rabili žensko delo, vse so bile države popolnoma zrušene, vsi so mogli delati, da se je to lahko zagnalo, ne. Zdaj, jaz, da se razumemo, jaz sem zadnja, ki, tako bom rekla, jaz nimam nobene travme biti doma, kuhati in peč najboljše piškote na svetu, meni to ni nobena travma, ne? Ampak sem pa seveda zadnja, ki bi bila doma, imela moškega, ki me vzdržuje in ga prosila za 10 €, da mi da si lahko šminko kupim. Mi tudi na kraj pameti ne pade, ne? Ampak, ne? Prosim, ne? Jaz vem, da to, kar imam, ni svoboda, ampak je nova oblika suženjstva. Tisto, kar je emancipacija prinesla, je, da iz ene vrste podreditve ženske peljala v drugo vrsto podreditev in ta druga vrsta podreditve je daleko hujša od prve vrste podreditve. Kajti v prvi vrsti podreditve ste vi, če ste delali 4 ure doma, imeli pravico do vzdrževanja. Če pa ste se poročili v vladajoči razred, ne, torej, ne, pač, ne, kakšnemu aristokratu, ne, pa tudi delali niste nič, pa ste imeli pravico do vzdrževanja, ne? Jaz sem vse strinjal, ko je punci povedala bolj. Čakaj, nisem še vprašala konca. Zdaj, seveda, vi nimate pravice do vzdrževanja, kvečemo ima vaš mož pravico do vzdrževanja, ne, razumete, ne? Ker če ste zdaj vi edina v službi, ima on pravico do vzdrževanja, ko se vi ločite, ima pravico do hiše vaših staršev, polovico in še alimente mu morate plačevati. In zdaj, objektivno gledano, kak bi ne bilo to kakva izboljšava, položaj je čist jasno, ne? Je čist možno, da je meni to bolj všeč. To je tudi feministkam bolj všeč. Cool. Ampak to je tisto, kar sem prej rekla. Ne mešamo okuse z dejstvi. To feministke delajo. In delajo prosto po domišljiji. Ne, tako vsi ideologi. Druga stvar, ne, ženske dobijo volilno pravico, ne? Gremo pogledati, kdaj one dobijo volilno pravico, ne? In kaj se potem zgodi, ko dobijo volilno pravico? One dobijo volilno pravico takrat, ko je delavski razred ful močen. In ko one, ne? In ko dobijo volilno pravico, delavski razred usahne, ne?